bi mi začeli z današnjo sejo občinskega sveta, torej drugo izredno sejo. Zdaj, uvodoma pred samo sejo, ne vem, koliko informacij potrebujete svetniki glede, svetnice in svetniki, glede aktualne situacije, pa morda beseda dve, o tem pred samo sejo, ker ni dnevnega reda v tem smislu. Veste, da smo še torej v intervencijskem času, oziroma še vedno je aktiviran državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah. Predvidoma se bo jutri vlada odločila, kaj bo s tem načrtom, tako da v bistvu še deluje štab civilne zaščite na Ravnah in seveda koordinira vse službe, ki po našem občinskem načrtu zaščite in reševanja ob poplavah in načrtu zaščite in reševanja občinskem načrtu ob vodooskrbi deluje. To pomeni, da so seveda vsake toliko časa aktivirani gasilci, da občinska uprava deluje kot podporna služba in da seveda se izvajajo še ta intervencijska sanacijska dela. Včeraj je bilo zopet neka epizoda tega neurja, ki traja od 4.8. Predvsem včeraj, najbrž vam je znano, je udarilo v Strojnski reki, ki ni bila prej izpuščena, vendar pa je sedaj dobila največ vode, torej včerajšnjih oziroma teh dveh rdečih alarmih, ki sta bila, tako da se to zdaj ponovno rešuje, že ranjeno področje naše občine. Potem je udarila ta informacija o onesnaženi zemlji, ki jo je nanosila reka Meža. Tega ni malo na Ravnah, kajti Meža je udarjala na mnoga področja. Ta mulj se je čistil, ker se ni vedelo, da je morda kontaminiran kot navaden mulj. Torej zagotovo smo vse te ljudi, ki so delali, prostovoljce, pa so tudi krajani, ki so sami delali, so bili, bi rekel, podvrženi nekim vplivom na okolje, ki absolutno ne bi smeli biti. Tako da se bomo zdaj lotili, ko pridejo ti uradni vzorci, se ne boste malo se brali, ne razlagam vam na novo, ko pridejo ti uradni vzorci, zdaj zaenkrat so neuradni, neuradni so zato, ker podjetje, ki jih je izvajalo, ni akreditirano za jemanje teh vzorcev, vendar dvomim, da so podatki kaj bistveno v vsebinskem smislu, količinskem smislu drugačni, da se bo odreagiralo, koliko se pač lahko, ampak bistvo je, da se ljudje odgovorno pač obnašajo. Nekateri imajo popolnoma zalite vrtove s tem muljem, še vedno šlo je tudi kaj v zemljo, dež je bil, tako da bomo zdaj to reševali, kot štab civilne zaščite prvotno. Preden bo se pa iskali odgovorni, pa iskali ukrepi, pa spet preteklo neki Meže, ki upajmo, da zdaj nekaj časa ne bo poplavila. Toliko na kratko o tej okoljski katastrofi, neuradni, potem potekajo še dobrodelne akcije, vodooskrba se je izboljšala. V tehničnem smislu lahko rečem, da je vodnjak Solzice, pri bivšem vrtcu Solzice je en vodnjak, najbrž poznate, vrtina ni globoka, vendar v vsakem dežju se podtalnica tam napolni, voda je neoporečna. Ta vodnjak pri bivšem vrtcu Solzice se črpa v naš najvišje ležeči, torej vodohram Navrški vrh oziroma Rac, in zaenkrat je vode dovolj. V sušnem obdobju pa ta voda v vodnjaku pade in imamo pripravljen B scenarij z Slovensko vojsko, ki bo ta vodohram Navrški vrh polnila z 30 kubičnimi cisternami iz kotlah je vode ne samo dovolj, ampak v bistvu je že v tem pretočnem smislu, da je teče že mimo. In pa delamo na rešitvi, ki stane okoli 20.000 evrov, da torej z hidroforjem oziroma z, bi rekel, silo Kotulski vodovod iz trga spravimo v nočnem času, torej tudi v Racu vodohram. Ta rešitev jo zdaj pač te podjetja, ki to delajo, urejajo, torej da bi tudi iz trga, če si predstavljate, torej črpali na Navrški vrh vodo in bi po noči, ko je poraba manjša oziroma ni, se lahko vodohran Rac Navrški vrh polnil s Kotulskim vodovodom. Tako da scenarijev je več, četrti je pa pol te IBC posode pa raznos vode, 4 scenariji, da bi tudi prebrodili to krizo. Magistralni vodovod se uspešno gradi, v 6 dneh 600 metrov, tako da se pol je bila nedelja, ampak se gradi nekako na razne nedelje, delovne dneve 100 metrov na dan in to je tisti rok 90-dnevni, ki se lovi. Ampak Ravnčani tega manj čutimo, ker imamo pač to, bi rekel, kotulsko vodo, ki je zaenkrat dovoljno. Toliko na kratko, oziroma veliko doma tudi lastno vodno zajetje, pa hvala tudi tistim, da tudi nesebično delijo vodo, kakor vidimo. Hof trenutno ima vodo, po mojih podatkih, ampak se napaja iz Navrškega vrha, ne iz tistega vodohrama, ki je pri skakalnicah, ki bo pa potem ga šumc polno, ko bo spostavljen vodovod. Toliko boš na kratko o najbolj aktualnih informacijah in pa še enkrat pozdrav na drugi izredni seji, pod točko 1. Ja, prosim.
Mislim, da je tudi kar umestno, glede na to, da imamo kot lahrinski vrelc, a je taka analiza trenutno tam, kad ljudje pravijo, če drugač nismo smeli pet, ali ne pije po hutotsko vodo, pa hodimo, kislo vodo. Kaj je bilo vprašanje? A je v redu, ali ni v redu, ali so kakšni novi podatki? Kjera voda? Od voda? Hutotska voda, kisla voda. Kisla voda. Ne, kisla voda je v bistvu ni pitna voda, to je v bistvu mineralna voda, ki se pije pač kot voda, kot mineralna voda. To nima statusa živila, tako, ker voda v javnem vodovodu je nadzorovana, je... Ampak veliko kdo je vršil, pa nismo mi rekel, smo reč prešel po teto vodo, zdaj... Na mesto one pitne. Na mesto one pitne vode je zdravo. Ja, tam ima bistveno nižji status vode, ko pa javna pitna voda, no, ki se pa redno kontrolira. Dobro, po točko 1 ugotavljamo sklepčnost. 18 prisotnih, 2 odsotnosti, upravičeni, 2 pa ne vem, še prijeta. Ja. Dobro, smo sklepčni. Po točko 2 predlagam dnevni red današnje druge izredne seje. Kot vidite, je zgolj ena točka vsebinsko, mislim 2 točki, ampak ena vsebina, torej sprememba odloka o proračunu, tako imenovani rebalans in pa novelacija investicijskega programa, ki je v bistvu razlog za ta rebalans. Torej predlagam ta dnevni red in dajem predlog dnevnega reda v razpravo. Če ni razprave, predlagam sklep, ki se glasi: Občinski svet potrjuje predlagani dnevni red druge izredne seje Občinskega sveta Občine Raven na Koroškem. Kdo je za? 18 je za. Glede na prisotnost je to soglasna potrditev. Točka 3, torej prva današnja točka, predlog rebalansa proračuna in odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Raven na Koroškem za leto 2023. V razlago bo podala gospod Dagmar Gorinšek, gre pa za eno razložno, če bi lahko en razlog, torej za proračun nismo zaključevali, ne energetske draginje, ki morda bo, ne drugih stvari, ampak zgolj dejstvo, da smo se prijavili v skladu z vašimi sprejetimi dokumenti na razpis ministrstva, ki pokriva gospodarstvo, za obnovo bivše stavbe SDK-ja, za mrežni podjetniški inkubator, in z ministrstva so nas obvestili o eni spremembi, da sicer lahko dobimo odobrena sredstva, kolikor bomo večino te investicije, kar bo pa tudi bolj predstavljeno, izvedemo letos, ne drugo leto, kot ste prej sprejeli vi investicijski program, oziroma prej DIP, zato je potrebno rebalansirati proračun, ki pa je bil pripravljen tako, da smo se določenim postavkam na odhodkovni strani odrekli, torej izbalansirali povečane odhodke za en pik in pa smo zmanjšali določene odhodke na drugih postavkah, ter tako uravnotežili proračun brez dodatnih zadolžitev, kajti dolg občine tudi ni majhen in nismo šli torej v povečanje zadolžitve. In to je tudi edini razlog za današnjo sejo in sam rebalans. Bi pa prosil za dodatno pojasnilo gospod Dagmar Gorinšek, kot vodja urada za finance, ki je pripravil ta osnutek rebalansa. Pozdravljeni, lep pozdrav strani strokovnih služb, županu, hvala za besedo. Tako kot je že župan rekel, dejansko ta rebalans proračuna je pripravljen v skladu z 10. členom Zakona o javnih financah, ki določa sestavo rebalansa, to se pravi splošni del, posebni del, obrazložitve, načrt razvojnih programov, vključuje pa tudi kadrovski načrt, načrt nabav in načrt prodaje stvarnega premoženja ter pridobivanje in razpolaganje s premičnim in nepremičnim premoženjem. Vse te podlage oziroma vsi ti sestavni deli, sploh zadnji načrti, to so popolnoma nespremenjeni in so točno predlagani taki obliki oziroma taki vsebini, kot ste ga sprejeli 22. marca s proračunom občine. Kot je res, ta rebalans je specifičen, to je tudi župan dejansko omenil, mogli smo ga pač, glede na to, da ni bilo možno, da bi kakršnekoli prerazporeditev, oziroma sploh gre za taka velika sredstva in je tudi potrebno, da potrdite kot občinski svet investicijski program, mrežni podjetniški inkubator 4, predlagamo vam, to se pravi, rebalans. Gre za to, da je predvsem zaradi zagotovitev potrebnih sredstev za projekt MPIK. Ta sredstva, kot je župan rekel, se iz določenih proračunskih postavk zagotavljali. Gre predvsem za te postavke, ki ste jih vi sprejeli, bodi si za spremembo dinamike
financiranja, kot smo imeli sanacijo plazu Ravne zadnji dinar Strojna, ki ste ga na občinskem svetu sprejeli na 6. redni seji 7.6. in seveda ta nov projekt je treba vključiti v veljav načrt razvojnih programov ter še ostale postavke. Vrednost samega projekta je 1.110.199, občina mora zagotoviti sredstva, to se pravi, ker gre to dvoletni projekt v višini 201.145, od tega smo mogli zagotoviti sredstva v letošnjem rebalansu v višini 179.781 in v letu 2024 21.463. V rebalansu smo morali za to dodatno zagotoviti sredstva v višini 173.973, glede na to, da je bil projekt v proračunu v višini že planiran v skupni višini na odhodkovni strani 26.400, sredstva občinskega proračuna so znašala 5.880 in sofinanciranje strani države 20.592. Občina je 23.8., kot smo tudi v gradivu navedli, prijela sklep o sofinanciranju naložbe za obe 2 leti v višini 909.054,18. Tako kot je že župan povedal, edina sprememba v samem rebalansu je v bilanci prihodki in odhodkov, kar pomeni, da smo prihodke in odhodke rebalansa povečali za 348.209,68 evrov in dejansko ravnotežili rebalans proračuna. Hvala lepa. Hvala, gospod Godinšek. Če bi, točka 3. A se strinjate, točko 4, prosim, gospod Čuler, če predstavite vsebinsko to novelacijo investicijskega programa, ker je tako povezano, sklepi so pa svoja ločeni po točkah, pa razpravljamo tudi skupno. Hvala za besedo, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Dagmar je skoraj vse povedala. Dejansko smo dobili s strani Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj predlog 2 možnih scenarijev financiranja mrežnega podjetniškega inkubatorja. Prvi je bil, da v letošnjem letu izvedemo 90% aktivnosti in prejmemo 810.000 evrov, ostalo pa v letu 2024, ali pa da se držimo našega scenarija, ki smo ga sprejeli z sprejetjem investicijskega programa in skupaj dobimo samo 120.000 evrov. Glede na odločitev vodstva občine smo sprejeli ta prvi predlog in sled tega moramo sedaj investicijski program, ki ste ga sprejeli na eni izmed prejšnjih sej, novelirati. Novelacija pa pomeni samo sprememba terminskega načrta izvedbe. To pomeni večino sredstev bomo porabili v letu 2023. To pomeni, da je sedaj na nam, da enostavno po sprejetju novelacije investicijskega programa čim prej izvedemo javno naročilo, uvedemo naročnika, bodočega izvajalca v delo in v mesecu septembru, oktobru in novembru, ki je zadnji mesec za izdajo zahtevka, dejansko bi rekel po domače, pokurimo sredstva, ki so nam na razpolago. Toliko za zdaj, če bo kakšno vprašanje, bom z veseljem odgovoril. Vsebinsko se pa projekt ne spreminja, samo dinamika. Tako, vsebinsko ali pa bi rekel zneskovno vrednost investicije popolnoma identična kot bila v investicijskem programu, samo sredstva se dejansko koristijo drugače. Hvala gospodu Šulerju. Zdaj, ker je izredna seja, ni bilo delovnih teles občinskega sveta in odpiram kar razpravo občinskega sveta. Kar obema točkama bi rekel. Gospa Ranc, prosim. Lep pozdrav vsem. Seveda bom potrdila ta predlog, da se investicija izvede letos. Se pa edino sprašujem, a bomo utegnali narediti to investicijo res letos, ali pa bomo mogoče samo tek modri, da bomo zadeve speljali tako, kakor jih je treba.
Ja, mi računamo seveda, da bo možnost sprejeti investicijo letos, no, da bo izvajalec v roku 30 dni izbran, da ne bo pritožb, lahko še pade investicija, no, če bi izvajalci zapletli postopek javnega naročila, okolikor pa bo, pa je možno to izvesti, gre seveda za notranja dela oziroma za večinoma so inštalacijska dela, stavbno pohištvo, tako da računamo, da to je realno in možno. No. To so nas na misli najprej vprašali, ne, če želite ta denar, ali ste v stanju to narediti, drugače bi pač komu drugemu dali, ko je stanje to narediti. Kakšne druge občine? Prosim, gospod Javc, Mojca. Na tem mestu sem zelo odločno podprla prijavo na ta projekt in sem vesela, da smo dobili odobrena sredstva, če tudi z nekoliko bolj pohitrenim tempom, kar bo ne glede na vse predstavljalo dodatno breme za našo občino v finančnem smislu. Sicer bom rebalans podprla, bi pa opozorila na to, da imamo, kot že rečeno, tudi na zadnji izredni seji težavo z zadolženostjo občine in da sanacija in odpravljanje posledic nedavnih poplav k temu seveda ne bo pripomogla. Zato in tudi v luči tega, kar je župan izpostavil na začetku te seje, poudarjam, da je treba občinam olajšati breme sanacije in v tej luči izpostavljam tudi amandma, ki ga je na intervencijski zakon, ki je v obravnavi v Državnem zboru in bo jutri na seji vložila poslanska skupina Nove Slovenije. Namreč gre za mokro čiščenje površin, kjer se odpravlja ta bolj ali manj strupeni prah, ki je ostal potem, ko je meža odtekla. Zavzemamo se za to, da se stroški mokrega čiščenja prenesejo na državo, da se zagotovijo v proračunih za leti 23 in 24 in tudi s tem bo olajšano breme občin. Jaz mislim, da je to ukrep, ki ga predvsem Mežiška dolina nujno potrebuje in se nadejam, da bo potrjen in uvrščen v interventni zakon. Sem pa že na predhodni izredni seji opozarjala na to, da je sanacija onesnaženosti s svincem v naši dolini z nedavnimi poplavami žal naredila korak nazaj za kar nekaj let in da bo tu potrebno vložiti veliko dela. Tudi v sodelovanju in v pogovorih z NIJZ opozarjam na to, da bodo potrebni še nadaljnji ukrepi za to, da se zagotovi varnost in zdravje naših prebivalcev, zlasti pa naših otrok. Hvala. Hvala, gospod Mojca Javc, tudi za to razširjeno utemeljitev podpore proračuna. Zdaj prijavlja ni več če ni, lahko glasujemo, pa bi predlagal po točkah, točka 3. Predlog sklepa se glasi, občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejme rebalans proračuna občine Ravne na Koroškem za leto 2023 in odlok o spremembi odloka o proračunu občine Ravne na Koroškem za leto 2023. Kdo je za? 18 za. Hvala za soglasno podporo. Ter potem 4. točka. Ima 2 sklepa. Sklep 1. Občinski svet občine Ravne na Koroškem potrjuje novelacijo investicijskega programa Mrežni podjetniški inkubator Koroška MPIK4 Ravne na Koroškem in načrt razvojnih programov za projekt Mrežni podjetniški inkubator Koroška MPIK4 Ravne na Koroškem. Kdo je za? 18 za in pa sklep 2. Občinski svet občine Ravne na Koroškem pooblašča župana za potrditev morebitnih kasnejših popravkov teksta dokumenta, ki bi jih narekovala vloga za sofinanciranje projekta. Kdo je za? 18 za. Hvala. S tem je izčrpan današnji dnevni red seje. Lahko pa, če želite, še izmenjamo kako javno razpravo oziroma seja je te končana.